Lep pozdrav vsem skupaj. Gre za pomemben dan. Z veseljem. Kot rečeno, gre za pomemben dan in kot vemo, se odvija teden šoa 2019. To so tradicionalne prireditve zoper pozabo na holokaust. Ampak, ker se nahaja naš svet nekako spet v precepu kulturnem, gospodarskem in krizi vrednot, nas vse več avtorjev teh projektov, teh raznih spominskih obeležij in podobno spoznava, da se moramo pričeti dotikati tudi problematike nastanka holokausta. Holokaust se ne sme popredalčkati neko zgodovinsko obdobje človeštva, ki je bilo in je minilo, ampak je to kar konkreten fenomen nekega širšega problema človeške zavedenosti oziroma delovanja. Če pogledamo danes, neke paralele so podobne tistemu času in čisto neka poglobljena analiza, pa niti ne zelo poglobljena narekuje, da je treba ob samem spominjanju na nekdanje dogodke treba pričeti z izobraževanjem na dogodke, ki bi morda pod določenimi pogoji sledili, oziroma dogaja se lahko tudi to, da tudi če se do nekih konkretnih agresij ne pride lahko do nihilizma v družbi in zgubljamo kompas razvoja. Se pravi, človeštvo, če strnemo vajamo kar konkretno povedati, se iz tistega obdobja ni naučilo zadosti in nekako z obletnico 80. obletnico začetka druge svetovne vojne je treba te zadeve dvigniti na višji nivo. Zakaj smo danes na Ptuju, za katerega bi morda nekdo tako na hitro lahko rekel, ja, kaj pa ima Ptuj s tem, saj ni bil ne nemško mesto, takrat pa nima ne taborišča, pa ne nekih velikih bitk, to je res. Ptuj je pomemben v tem kontekstu v današnjem času in sicer na eni izmed starih hiš v Murkovi ulici smo odkrili med pripravo projekta Ptuj v detajlih en zelo zanimiv grb, na katerem piše Bildung macht frei Arbeit adelt, se pravi negacijo znamenitega Arbeit macht frei, za katerega vsi vemo, kje je, se pravi na taboriščih in s katerim vsi povezujemo nekako ta proces dogodkov v taboriščih in seveda širše tudi genocidov, ki so se tam dogajali. Potem druga stvar, da smo projektu dali pravilno ime, ker pri tovrstni tematiki seveda gre za globalni projekt, to ni projekt lokalnega značaja, smo se potem odločili tudi za zelo zanimiv izbor in tudi vidimo zelo učinkovit negacijo Mein Kampfa, ki je bil nekako Biblija Tretjega rajha, se pravi Kein Kampf v prevodu brez boja in spodaj z podnaslovom Gegen das Vergessen, da še razširimo, torej prvič Kein Kampf, brez boja, drugič pa širši kontekst naslova, Kein Kampf gegen das Vergessen, se pravi, ne smemo se tudi boriti zoper pozabo, mimo podplačevanja in ne tišimo zadev, ki so se dogajali v pozabo. Teda bomo konkretni, se bomo kar predstavili in kaj je projekt Kein Kampf? Združuje virtualne vodnike po nekdanjih koncentracijskih in uničevalnih taboriščih z to sedaj dodano akademsko sfero, se pravi, ne bo samo Virtual Holocaust Memorial, ampak bo tudi izobraževalni paket, se pravi od predavanj do animacij, ki je nastala in do ozaveščanja. To se bo odvijalo na način, kot se nam je sedaj že v tem tednu samodejno sprožilo, je že ena izmed osnovnih šol nas kontaktirala, če bi mi predstavili to 9. razredom osnovne šole. In posebej za ta namen imamo izdelano animacijo, ki je primerna tako za mlajše kot za starejše starostne skupine in skupaj z intervjujem z Borisom Pahorjem, ki nam ga je dal leta 2017, imamo en tako zelo primeren paket za to vrstno izobraževanje mladih. Se pravi, ne samo ta zgodovinska dejstva, kdaj se je začelo, kaj se je zgodilo, ampak treba je za to vrstne zločine, ki ne zastarajo, to vrstni zločini v zavesti nas ljudi ne smejo zastarati, je treba podati tudi mlajšim in tudi starejšim, seveda generacijam, vzroke. Se pravi, da si zdaj malo ogledamo,
Na hitro, ta naš virtualni vodnik deluje na tej že naši poznani flash tehnologiji, sicer da je malo nanesena internetna povezava spusti. Stopimo not. No, če bo internet v enem času, bom jaz kar na video prišel to. Bomo to rešili tako. Bom sprožil v zadnji video, bom govoril. Oziroma, predhodno bom še nekaj povedal, koliko sprožim video, kjer bo to, kaj sem sedaj hotel ukazati jaz, bo zadaj teklo na video. Zakaj je pomemben tudi Ptuj? S terminom holokaust se nekako obče pojmuje, ja, to pa je bilo pobijanje Židov, niti se ne poimenuje Judov, pobijanje Židov med drugo svetovno vojno. To seveda ni čisto tako, že sam izraz holokaust pomeni izginiti v plamenih. Genocid nad Judi je bil samo en del v tem procesu in da je nekako pretežno tako ostalo, je zasluga samo tega, da je bila druga svetovna vojna in širjenje Tretjega rajha zaključeno. Judom so sledili že takrat Sinti in Romi, sledili bi Slovani, sledili bi Afričani, vse, kaj bi si tisti bolan mentalni ustroj namislil, da škodi ugledu arijske rase oziroma je pod njo, oziroma ji jemlje tako imenovani Lebensraum, življenjski prostor, bi prišlo na ta spisek. In zelo pomembna zadeva povezana s Ptujem je tudi seveda širše. Na zaslonu vidimo dvorec Hartheim, ki je bil en tak eksperimentalni projekt pobijanja ljudi, ki so jih označili za življenja nevredne, se pravi, da najboljše ponazorimo skupine, bi danes to bilo denimo varovanci zavoda Dornava, pacijenti psihiatričnih bolnišnic in podobno, so bili po njihovi doktrini definirani za življenja nevredne ljudi in da je zadeva še toliko bolj pošastna, je to en taki dvorec, ki dejansko, kot človek tja pride, zgleda ko iz kakve grozljivke. To je res morbidno do skrajnosti, zdaj sem tu nekaj slik pripravil. Se pravi, to je dvorec Hartheim, v katerem so pobili ogromno ljudi na način, da iztrebljajo življenja, nevredno življenje. Se pravi, degeneriranci arijske rase ne smejo zastrupljati, itak so jih kastrirali, so jih izolirali, na koncu so pa ugotovili, da je pa najboljše za njih, da jih kar pobijejo. In Ptuj je pa s tem Hartheimom povezan na način, da je tam na spodinski steni, ki ni zelo široka, zelo izpostavljen ta spomenik, ki se nanaša neposredno na Ptuj, se pravi, to je gospod Franc Leton, ja še nisem imel časa raziskati, kdo to je, ampak sem pa takoj, ko sem prišel tja videl ime Ptuj in kar vidimo zelo pomembno, piše, da je konkretno bil upepeljen že 26.6.41, se pravi, že to je en prikaz, da ni upepeljevanje bilo samo na Jude, ampak na vse, ki niso v kontekst arijske rase spadali. Jaz kot Ptujčan vam povem, prenašam, glede na to, da sem naredil Auschwitz, pa Buchenwald, pa Dachau, pa Jasenovac, jaz sem se zjokal, ko sem to tam videl, iz zavedanja, kak je dejansko danes še vse to vpeto. Ne moreš ravnodušno iti mimo tega. Predstavljaš si Novo vas pri Ptuju, misliš si, nekako imaginiraš, od kje pa človek izhaja, se pelješ skozi in v glavnem, da me dolgovezem ne pustite ravnodušnega in ta projekt Hartheim, ki bo sledil tekom naslednjih 2-3 mesecev, bom jaz osebno kot avtor gospodu Letonu posvetil, ker jaz smatram seveda, da življenje, ko je že smiselno, s tem ne more stopiti nek bolestni na neko pozicijo, ki bo definiral, da so nemočni ljudje življenje nevredni. Te pravice nima noben na ta način in to bo nekako spoštovanje in vsem pokojnim in tudi še dodatna gradnja zavedanja o holokaustu, da kot rečeno ni to bila samo ena skupina, da je bil splošen in tudi o pomembnosti našega Ptuja, kjer bomo pa sedaj prišli na ta grb, ki sem ga prej omenil. In sicer vidimo, sedaj je vrata v Dachau, to je bil prvo taborišče 1933, ki je uvedel to mantro, Arbeit macht frei, seveda gre za cinizem, ker kot je Boris Pahor sam izjavil, je bil edini športnik taborišča Dimnik, pa pač potem osvoboditev.
Se pravi, Arbeit macht frei je nekako, dajmo ga v navednice, pregovor, ki je splošno znan. Tukaj pa je ta naš ptujski Arbeit adelt, Bildung macht frei. Se pravi, naš grški ima tudi termin Arbeit v svojem zapisu, s tem, da pomeni prevod delo plemeniti, izobrazba osvobaja. Kaj dejansko potem pomeni seveda tudi podlago razumevanju fenomenov, da do tega ne pride. Na enem površinskem nivoju negira, na vsebinskem pa itak. Ker v bistvu nacizma ob vsem ostalim je tudi bilo seveda poneumiti množice, da se jih da manipulirati in hujskati proti temu, da je treba določene narode iztrebiti. In ko se človek izobrazi še globlje vidi, ne samo, da so jih oni hoteli takrat iztrebiti v danem trenutku in času, ta res ta huda taborišča Treblinka, Sobibor, Majdanek so bila tako izpeljana, da ko so milijon ljudi ubili, so potem razstavili taborišča, da noben niti ne bi vedel, da so nekoč bila. Se pravi, vkolikor bi Tretji rajh takrat dobil vojno, oni naslednjim generacijam ne bi povedali, da so ljudje sploh obstajali. To bi bilo zamolčano in tu se potem tudi vidi perfidnost tega. In kot rečeno, kaj se takrat po drugi svetovni vojni zgodilo, to je sedaj še pomemben podatek, zakaj se tega danes imenujemo tako gremo. Takrat je kaj hitro prišlo do hladne vojne, nekaj procesov storilcev je bilo izvedenih, večina ljudi, ki so pa imeli krvave roke, denimo konkretno v Hartheimu, ljudje, ki so z ljudmi izvajali zverjenske eksperimente tudi na nivoju dr. Mengeleja, so potem enostavno postali zdravniki v družbi, kot da se nič ni zgodilo in so, tak imenujemo ga greh, nesli sabo in če strnemo vse skupaj, nismo doživeli katarze. Sicer danes ni več neka tako zelo ogrožajoča vibracija v zraku, da bi se lahko zgodil genocid take oblike, je pa problem, da se to z nekim nihilizmom in trivialnostjo kompenzira. Denimo vemo, da nam umira cela narava, konkretno najbolj popularno v zadnjem obdobju plastične vrečke, ampak to se nam zdi, kot da je pač tam nekje. Človek še vedno ne zna preklopiti, da pa če bi res vsak pri sebi rekel, da je najbolj zdaj bi kaj hitro zgine, pa če bi vsak eno pobral, pa če bi levo desno, vedete, kaj še želim povedati. Glavne. Mi moramo dojeti, kaj so na ta naš ptujski grb napisali Bildung macht frei, osvobojen, seveda te izobrazbo ne osvobodi fizično, ampak te osvobodi mentalno in delo plemeniti. In da zdaj spet preidemo na nivo Ptuja in širše regije, seveda je zraven vezano kar cela Štajerska. Ko sem jaz s tem grbom šel potem po muzejih nekdanjih taborišč, tako vmesno omenim z enega zanimivega vidika neke privlačnosti. Katerikoli dan v tednu prideš tja, tam stojijo vsaj 3 avtobusi. To je vedno polno ljudi. Ni primera, da bi bil katerikoli od teh muzejev prazen, da bi rekel, da nas pa ni nobenega. Vedno. In v projekt Kein Kampf, ki bo potem izdelan na DVD-u, da bo v teh taboriščih na voljo za nenazadnje tudi nakup, oziroma da si ga ljudje priskrbijo, bo eksplicitno navedeno, da je ideja temeljna dela nastala na razumevanju tega sporočila, ki se na ptujskem grbu nahaja in tudi eksplicitno bo navedeno, kje se ta grb na Ptuju nahaja. Se pravi, kaj potem sledi, konkretno se delo nedeljo, tudi zaradi tega smo danes tukaj. Da ne bo ostalo samo pri pač projektih, ki se vsako leto zgodijo januarja, pa potem čez leto se pripravlja material, se bo letos na 27. januarja, ker mednarodni dan pozabe, mislim, spomina na holokaust, zoper pozabo na holokaust, se bo tukaj na Ptuju, na začetek v hotelu Mitra, uvedel permanentni virtualni muzej zoper pozabo na holokaust. Se pravi, vsi virtualni vodniki bodo vključeni in podana bo možnost, da človek, ljudje, skupine, ki to želijo videti, lahko pridajo na avtorji. Se pravi, ne bo več tako, da greš na spletni domeni, pa gledaš sam, ampak bo dana možnost, da lahko prideš organizirano si to pogledati in se pogovoriš z avtorji, oziroma si deležen, oziroma je cela skupina, pač kakorkoli,
deležna predavanja in izobraževanja, kar je zelo zanimiv podatek, ki nam ga je povedal direktor muzeja Ptuj ravno približno pol ure nazaj. V ogromnem številu v Sloveniji je porast izraelskih gostov, v ogromnem številu. In kot rečeno, ob samem etičnem vprašanju moramo mi pričeti promovirati tudi našo regijo, ki očitno ima neko to idejo v svoji substanci, te miroljubnosti in zdravega antinacizma. Ni antinacizem iti na drugi pol pa po nacistih točiti. Antinacizem je dejansko osvoboditev uma in razumevanje. In jaz pravim, da nekako razmere v svetu se zaostrujejo, ampak še vedno ne do mere, da bi lahko rekli, da so kritične. V skladu s to naše 1950. obletnico Ptuja in 80. obletnice začetka druge svetovne vojne pa idealno leto, da se ta projekt sedaj tukaj na ta simbolični datum inaugurira. Potem se pa seveda v kooperaciji z posameznimi temi muzeji, ki imajo taborišče nekdanja prek, začne širiti eno globalno zavedanje in kot kažejo vsi začetni pogovori, stvari odlično tečejo in bom nekako tak povem na podlagi internih informacij, da je med ljudmi ogromno zanimanje za to naše sporočilo in tudi vidijo zelo dober ta simbolični antipod tistemu. Zelo jim je všeč ta Bildung macht frei, da prekrije ta Armut macht frei. Zdaj, če gremo mi še malo sem, kot občan sem nekaj prej šel ta video. Sedaj, da še povem nekaj zaključnih misli, da bo zadnje teklo ta sprehod skozi ta vaš ljuča vrhovnosti morja. Se pravi, naš svet, pa tudi, če se ponovim, bom se ponovil, pardon, se prečel. Naš svet je doživel zelo hudo tragedijo. Ko se kdo poglobi v leto, vidi, da večina naših težav izhaja iz nerazumevanja, kar se je zgodilo. Kot človeštvo smo že nekje v svoji zgodovini uvedli tovarne smrti za lastno vrsto. Takrat je prišlo po drugi svetovni vojni hitro do hladne vojne, ni prišlo do ene katarze. Ljudje, ki so te ideje ustvarjali, širili in tudi ohranjali kasneje, so ostali nekaznovani, so se infiltrirali v družbo. Prišlo je do hladne vojne, levo, desno, karkoli se je dogajalo, grožnja z nekimi atomskimi napadi. In ko človek to substanco dejansko razume, vidi, da kar se je takrat začelo na industrijskem nivoju dogajati z ljudmi, se je potem zaradi nerazdelanja in nerazumevanja prenesla enostavno na našo okolico zunaj nas. In mi smo uspeli v teh 70 letih po koncu druge svetovne vojne dobro uničiti naš planet. Mi imamo zelo velik problem kot ljudje. In povem vam, da večina tega nerazumevanja življenja po drugi svetovni vojni izhaja iz tega brutalnega obdobja zgodovine, ko se je smrt industrializirala. To je šlo takrat tako daleč, da so računali, koliko ljudi morajo naložiti na vlak, da se ekonomsko splača, pa so potem lahko otrokom dali brezplačne stopnice, da so jih peljali v smrt. To je bizarno, brutalno. In še zelo pomemben podatek, ki ga tako z skupino ustvarjalcev, ki to delamo, moramo mnogo debatirati o tem. Kaj je problem, ki ga je treba vedeti? V taboriščih so z trupli dojenčkov, pa še živimi, igrali nogomet ljudje, ki so 2 tedna pred tem bili hišniki v osnovnih šolah. Običajen človek, običajen Hans, običajen Franc je čez 2 tedna postal totalno brutalna bestija. Kar pomeni, da je očitno v človeku not nek miselni čip, neka tendenca, neka nagnjenost, da pod določenimi pogoji lahko postane brutalno uničevalec. In jaz pravim, kot človek, ki sem zdaj že dovolj dolgo študiral, da ti potenciali še vedno vladajo. Še vedno. Poglejmo sliko izpred, ne vem, 3-4 dni nazaj, zmrznjene migrante na Hrvaškem, družina z otrokom zmrzne, komentarji spodaj so prav ime. To je neverjetno. In ljudje v tej, denimo naša kriza, našega časa je migrantska kriza. Ljudje v času te migrantske krize vidijo v smrti sočloveka neko rešitev
za nek njegov problem, ki pa mogoče niti ni problem, ne vem, ali pa tudi če je, zagotovo pa tendenca uživanja v tem, da nekdo umre, propade, pade v brutalne težave, raste in to je problem, se ga treba lotiti in jedro je, da je treba tudi iti nazaj, kar v Auschwitzu lepo piše, to se da nekdo za zaključek pred izjavami. Če ne boš razumel svoje preteklosti, ne boš zmogel graditi svoje prihodnosti. In nam se to dogaja. Mi ne razumemo svoje preteklosti, ker obče velja, da je bil holokaust z grdo besedo, zdaj tak med ljudmi, kaj čuješ, kurjenje Židov. Holokaust je bil več. Holokaust je bil uničenje do tedaj znanega sveta, da bi se uvedel povsem novi svetovni red Tretjega rajha, za katerega je Hitler vse skozi govoril, da bo trajal 1000 let, hvala Bogu, je trajal mnogo manj. Ampak, kot rečeno, sedaj imamo tu zelo konkretni izdelek, zelo smo ponosni, da se nanaša na to našo regijo, ki bi nekako mogoče nekdo rekel, da se pa mi smo nepomembni, v svetu nismo. Tudi spomenik gospodu Letoni v Hartheimu kaže, da smo pomembni, da se nas vidi. In sedaj z vestno promocijo, z zavedanjem celotne odgovornosti, ki jo imamo, bomo se vse bolj in bolj intenzivno lotevali promocije in naš cilj je, da imenujemo tujska mantra Bildung macht frei, Arbeit adelt, pride na nivo poznavanja celotnega sveta, bodimo kar konkretni. Ker če je Arbeit macht frei znam po celem svetu, je lahko tudi Bildung macht frei znam po celem svetu. In nekako za zaključek, dejansko je pri vsakem od nas zdaj že tako daleč, da je dana odgovornost. Adolf Hitler kot nekako tisti najbolj znani lik, kar je tudi verjetno narobe, ker izprijenci, ki so bili za njim, niso bili, ni bil samo on, tu so bili še Himmler in seveda, pomembna stvar, za zaključek bo še bolj pomembna stvar, se opravičujem, se zdaj spomnil. Se pravi, ni bil samo Hitler, bil je Heinrich Himmler, pa Heydrich, pa Eichmann in nekako iz skupine res tistih top 5 nacistov odgovornih za holokaust se nahaja naš Odilo Globočnik. Se pravi, mi kot Slovenci imamo tu not svojega predstavnika, čeprav se on ni deklariral za Slovenca, pa to, ampak se tako hitro nekak danes reče, ker je tudi, če gremo na samo taborišče nazaj, Jasenovac je bil daleč najbolj brutalno taborišče, kjer so dobesedno klavi na najbolj brutalen način, da še tem, ki so vodili ostala taborišča, to bilo nesprejemljivo, da so jih šli opozoriti, to se mora drugače početi. In pol je nekako veljalo, saj, ko je treba klad pa pobijati, so nekako Slovani najbolj brutalni. In pol je ta Odilo Globočnik, dobo tam pri Lublinu se je začelo navodilo, da ta res uničevalna taborišča organizira, se pravi, konkretno samo uničevalna taborišča, kamor je bil človek prepeljan in ubit. Nekaj ur je bil samo tam in Odilo Globočnik je asociacija, je konkreten lik, ki je s tem povezan. In jaz pravim, da tudi zaradi tega imamo Slovenci, pa če gre malo na ezoterični nivo, celo neke vrste karmični dolg v tem kontekstu holokausta. Znam mi to oziroma ostalo. To je virtualni Simon Wiesenthal. Mi smo kot ustvarjalci projekta potem celo uspeli odkriti grobnico Odila Globočnika. On ima urejen grob, kot da je bil nek pomemben človek. To je totalno absurdno. Odilo Globočnik se svojo ženo, ki sta bila ultranacista na avstrijskem Koroškem, ima urejeno grobnico, vzdrževano, vsi to tam vejo. In mi smo letos v tem tednu to potem dali na posebni domeni ven, ker to je stvar, ki ni sprejemljiva. To je isto, kot da bi Heinrich Himmler imel svoj grob, na katerega bi lahko orožje nesel. No in kot rečeno, da strem sedaj res na konec. Tudi zaradi tega se tako intenzivno in odgovorno avtorji ukvarjamo s projektom Kein Kampf, ker vemo, kakšna je odgovornost nas Slovencev v njem preko Odila Globočnika. Tako da sedaj pa smo na voljo za posamezne izjave in če kdo rabi tega materiala nekaj sporoči, pa bomo to posredovali. Zdaj pa še Matej pokažemo.
ta spomenik od gospoda Letonje v Hartheimu. Pravi Mateja tak je, da ljudje vedno nekako mislijo, da je bil holokaust upepelitev tako imenovanih Židov. V Hartheimu se vidi, da so že takrat ubili človeka z naše regije in ga upepelili 26. junija 1941, tako da holokaust je bil obči problem. Pobijanja vsega, kar ne paše v okvir doktrine arijske rase. Hvala lepa.